dragi Roman, se zdaj tako sestavlja kar naše novejši kapelici, ki je bila zgrajena 2018, je bila prepostavljena, se pravi stara 7 let. Ima pa zgodovino, v bistvu tale kip, ki je noter, je bil že 1908. leta, je bila kapelica zgrajena na tem, nekje tle, na enem hribu, ki je bil peskokop in se je pol peskokop kopal. 1908. leta so vaščani zgradili kapelico. To je bilo 50 let potem, ko se je Marija prikazovala v Lurdu. In takrat je bilo to pač zelo, bom rekla, popularno. Takrat se je več teh lurških kapelic oziroma votlin gradilo po Sloveniji. No in so tudi vaščani tle na tem mestu takrat postavili kapelico s tem kipom, ki pa žal je bil po vojne oziroma potem 1956. leta, ko so kopali tle peskokop in zaradi miniranja se je ta kapelica začela malo rušiti, ne. Načeta je bila in takrat čas ni bil naklonjen verskim objektom, zato so to ene tudi skoristile in so jo pol še do konca podrle. So pa pogumne vaščanke, tle iz Jelovca, domačinke, takrat rešile kip, ki so ga pa potem shranili v našo farno cerkev. In je tam ostal do pred 7 let nazaj, oziroma 2015, nekje smo začeli tle vaščani, oziroma starši, ki smo imeli mlajše otroke, da smo imeli v vasi Šmarnice, a ne. In tu se je pol začelo, so pol ljudje starejši začeli pripovedovati, da je bila pa tle kapelica včasih, ne, in da bi lahko Šmarnice imeli pri kapelici, ne, seveda, in glede na to informacijo smo potem tudi pristopili na občino, gospod župan je to zelo podprl, ustanovili smo odbor za kapelico in tako se je počasi, se pravi, nekje v 3 letih, no, smo z prostovoljnimi sredstvi pa s podporo občine in župnije zgradili to novo kapelico, pri kateri se tudi sedaj zbiramo pri Šmarnicah vsako leto, precej otrok je tle, ne, kot vidite, je naselje kar raste, tako da otroci radi prihajajo k Šmarnicam. In vsako leto imamo pa tudi obletnico, imamo sveto mašo tukaj, zdaj bo glih v oktobru, se pravi čez 14 dni, bo tukaj, zdaj bo letos bo maševal gospod Miro Šlibar, ki je letošnji zlatomašnik tudi, je bil včasih sodarski kaplan. In tako pač se vsako leto tle zbiramo in ohranjamo to našo skupnost, ja, in upajmo, da bo tradicija, ne, da bo to šlo iz roda v rod, pa da ne bo prišlo spet do kakšnega rušenja, v glavnem, tako smo ponosni, da imamo en tak sakralni objekt tudi tle v našem okolišu.